call it black magic. Get down and dirty with Martha for tips on hot cooking. Cooking together is really a lot of fun. Martha Stewart je ena najbolj poznanih ameriških gospodinj, ena prvih, ki je kuhalnico vihtela pred kamerami in imela svojo televizijsko oddajo v začetku 90-ih let. Od takrat je na TV zaslonih zaživelo že nič koliko kuharskih oddaj, ki so iz kuharjev ustvarile priljubljene televizijske osebnosti. We're talking big flavors, fast. My rules are simple. Home cooking has to be easy. Velik hit zadnjih nekaj let so kuharski resničnostni šovi. V enih kuhajo samo amateri, v drugih tudi profesionalni kuharji. Prepražaš čist do zlate rumene, ne? Pa daš pa na papir gor, okej? Jani Jugovic je kot kuhar delal v priznanih slovenskih restavracijah. Preden se je leta 2012 za svojo gostilno potegoval v prvi kuharski resničnostni oddaji pri nas. Zdaj v gostilni kuha le uči druge. Fertik, gre vest. Dobar tek. Z nekdanjo sotekmovalko Teo Perjet, s katero sta se v šovu zaljubila, ustvarjata recepte za gostilno pod Veliko planino. Evo. Na, sem ni jajca, nismo jajca naredili. Niste ga? Ne. Po koncu šova sta ustanovila podjetje in združila svoje znanja. Janijevo iz kulinarike, Tejno iz marketinga. Mava en tak posel, v katerem res uživava, ki je res strast. In dejansko delava veliko projektov različnih. Prirejata kuharske tečaje, organizirata delavnice in praznovanja za otroke. Kreirata jedi za gostilne. Zdaj je vse to lažje, kot bi bilo pred šovom. Čez noč rataš bolj cenen kot prej, ljudje pač bolj spoštujejo tvoje mnenje. Tudi lažje priti do določenih poslov in tako naprej. Ja, televizija lahko kuharju odpre vrata v svet podjetništva, amaterskemu kuharju pa v svet vrhunske kulinarike. Restavracija Pikol v Novi Gorici je last družine Gašperin. Velja za eno najboljših restavracij pri nas. Boris Gašperin slovi kot mojster brancinovega karpača. Zdravo, veseli, živijo. Ravno občudujem tole fotografijo. Kakšno? Tole s papežem. S pokojnim papežem Janezom Pavlom II. Se ni le rokoval. Boris Gašperin je zanj tudi kuhal. Kaj pa imel rad? Lososa v pari. Enostavno. Ja, zelo. Ni skrivnost, da v goriški restavraciji jedo tudi zelo vplivni ljudje, a Gašperinovi imen svojih gostov ne izdajajo. Ne skrivajo pa, da so že dvakrat gostili enega največjih kuharskih mojstrov na svetu, Japonca Mibuja. V njegovi majhni restavraciji v Tokiju jedo le izbranci. Tam je jedel tudi Boris Gašperin. Eko, izvolite, eno našo dobrodošlico. Gašperinovi so v svetu kulinarike poznani po inovativni morski kuhinji. Imajo tudi svojo blagovno znamko vina. Krožnike, na katerih se tradicionalni okusi prepletajo s trendi iz svetovne kulinarike, kreira Borisov sin Tadej. To je del 5-hodnega menija Črna kuhinja. Imamo črno olivo, črno vulkansko sol, črn sezam, sipino črnilo in rožičevo moko. Cena za 5-hodni meni okoli 50 evrov. Izvolite. Pri Gašperinovih je kuhalo že več tekmovalcev iz resničnostnih kuharskih šovov. Nihče v njihovi restavraciji ni ostal dolgo. Kuharski šov, pravi mojster karpača, ne naredi kuharja. Smo zelo zadovoljni, da so ti šovi sploh pri nas začeli, ne? Ampak, če ni profesionalc, ko pride iz šova, potem v glavnem zna tisto, kar se je v šovu naučil. Srednja gostinska in turistična šola v Ljubljani. Tukaj se že zadnjih 70 let učijo kuhati bodoči kuharji. V tej učilnici dijaki kuhajo vsak teden, seveda pod nadzorom učitelja. Tukaj dajte še malo marmelade, tole se pa lahko le tudi zavihate lahko, ne? V učilnici hkrati kuha polovica razreda, 12 dijakov. Največ 4 bodo kasneje kot kuharji tudi delali. Po končanem šolanju jih v kuharstvu ostane le slaba četrtina, ugotavljajo na šoli. Jaz sem bil star 3 leta, ko sem rekel, da bom kuhar. Tako da sem kar, ko sem bil mlad, veliko sem gledal televizijo, pa sem gledal kuharske programe, potem sem pa začel, ne vem, z internetom, pa sem iskal recepte,
kuharski mojster in tako naprej. In prav zaradi kuharskih mojstrov in kuharskih televizijskih oddaj se vse več mladih navdušuje nad kuharstvom. Na ljubljanski srednji šoli je zanimanja za kuharski poklic že toliko, da bi lahko odprli še en dodatni razred. Premišljujemo, da bi imeli dvojizmenski pouk, ker imamo že toliko dijakov. Ali umijete vpisati, ali pa da odpremo dvojizmenski pouk. Skoraj da ni kuharskega zvezdnika, ki ne bi imel svoje kuharske knjige. V knjigarnah so med najbolj priljubljenimi kuharicami prav tiste, na katerih so zvezdniški obrazi. Ja, kuhanje je zdaj v modi. V Mladinski knjigi prodajo še enkrat toliko kuharskih knjig kot pred 5 leti. Ljudje, ki to kupujejo, so predvsem mlajši ljudje, niso več gospodinje, tako kot včasih, in pa predvsem moški, kar je zelo zanimivo. Zaradi televizijskih kuharskih šovov pa kuhar naenkrat ni več tako podcenjen poklic, kot je bil še pred nekaj leti. Pred temi šovi je bil kuhar biti, je bil pač vsi kuhar. To je to nek normalen job, da bi v eni proizvodnji delal malo kar ne nas. Roko na srce še vedno tako v 90% slovenskih gostiln. Se ni zdaj to čisto spremenilo, zdaj pa so kuharji, wow. V 90% je ostalo isto. Še zmeraj ljudje delajo pač za malo denarja, veliko dela, ni lahko biti kuhar, no? In še nekaj se, čeprav kuhanje postaja svojevrsten fenomen, ni spremenilo. Kuhar je še vedno eden od najbolj iskanih poklicev pri nas. Na Zavodu za zaposlovanje so z anketami med delodajalci ugotovili, da v večjih slovenskih restavracijah in gostilnah skupaj primanjkuje 193 kuharjev.